Hočeš reči, da imata kemijo? V glavnem, tole so 13. glave, danes je 4.9., ura je 19.31 zvečer, že spet smo trije, ni pa pižame. Zdaj pa jaz bom enega napovedal in to je Matevž Luzar, ki je zopet z nami, drug človek bo pa povedal, kdo je in zakaj pižame ni. Iz helikopterja nad Ljubljano se oglaša Domen Savič. Pižama, kolikor vidim, se je ujel v neznosen tale precept pred basketbal dvorano Stožice. Mahami napisan ima, ne gledam te bedne serije, to je za pozerje, jaz sem true fan od True Blooda. No, to je to, dragi moji, zdaj grem iz helikopterja v studio. Tako da se vidimo v studiu, pižama pa pač očitno raj gleda True Blood kot Breaking Bad. Ja, in tako je Domen rekel, pač da se bomo pogovarjali o Breaking Badu, seriji, ki je v originalu na sporedu na ameriškem kanalu AMC, ki je pač basic cable kanal, kar pomeni, da ni ala HBO in Showtime, tako da ne sme biti toliko golote, ne, v bistvu sploh ne sme biti golote, ne, pa tudi Coen ne smejo preveč, ne. Se pravi, samo to, da vemo, v kakšnem kontekstu ta serija nastaja, ker mislim, zaradi geneze je to kar važno. Zdaj pa mi smo malo gameplana naredili za tale del in ta prva stvar je, da bo vsak od nas povedal, kako točno je izvedel za to serijo, pa bom Matevž te prvo vprašal, kako si prvi izvedel za Breaking Bad. Bom jaz najprej, preden Domen pride z helikopterja, jaz najprej v bistvu je bilo tako, da si nekako ulovil te Mad Mene, ker v bistvu ta AMC je začel rasti z Mad Meni in pol kar so začeli ljudje govoriti o tem Breaking Badu in tako sem že v bistvu takoj prva sezona ulovil in sem se takoj zaljubil, no. V bistvu po 15 minutih pilotne epizode. Pa si že pri pilotu si bil čist hooked, ali kako? Ja, čist. Mislim, meni pilotna epizoda je ena najboljših pilotnih epizod ever. Mislim, kako se začne, prvih 10 minut je direkt v žilo noter te bustne, ker začne se v bistvu na sredin epizoda in začne s to, ker one dva bežita v tej puščavi in jih lovi kao policija. In to je res Walt v gatah, sred ceste, s pištolo in misli, da bo policaje ustrelil. Ja. In to je bilo to. To je bila ljubezen na prvi pogled. Domen, pa ti? Ja, te homoerotični podtoni so tudi mene zelo privlačili, ne, starejši moških v teh navadnih gatah, v briefsih, ne, sploh ne boksarcah. Fascinirano me je tudi to, da se je v bistvu, da je bilo v bistvu po dolgem času to ena epizoda oziroma ena serija, za katero sem, in to res, tako kot je Matevž rekel, tako že od začetka začutiš, da je tle nekaj več oziroma da to ima nek meso od vsebine. Da ne bo dosti, da bom pogledal, 2-3 dela, pa bom potem tako, kot recimo pri Arrested Developmentu, by the way, zdaj sem pogledal končno ta 4. sezono do konca, sram me je, to je kurac od televizije in prosim, da se nikoli več ne pogovarjamo o 4. sezoni serije Arrested Development. Da sem videl, da po dolgem času je to ena serija, ki bo imela zgodbo, ki bo imela konc, ki je ne bodo nategvali v 3 krasne in ki se ne bo nehala tako, da bo šel Tony Soprano na skret in bo kar fade to black in fuck you all in zdaj smo se zbudili in smo na otoku. In to je bilo to, ja. In pol, ko enkrat začneš gledati, mislim, serija govori o dilanju drog in valjda so drogeraše imeli pri oblikovanju serije, zato ker te, mislim, zasvoji, ampak zasvojite zato, ker je toliko dobra, ne zaradi tega, ker ti skozi oduzema tisto, kar v bistvu od nje hočeš, ne. A veš, serija ponavadi rataš hooked zato, ker ti skozi une cliffhanger meče noter, pa skozi ti meče neke une, lej, ti bom pokazala več kot Joško, sam moraš gledati še en del, pa ti pol v naslednjem delu itak ne pokaže Joške. Tle v bistvu kažejo tako dost vse, oziroma je kvečem edin ta twisti, ki se dogajajo noter je, fuck, ti si je bila tudi Joška, ampak je nisem videl zato, ker je bilo čez še ena Joška, ne. In mi je the best, no, in res sem vesel, da jo je zdaj konc,
tako vesel sem, da jo je konc na tak žalosten način, ne? Ker je pač the best in zmeri imaš občutek, da bi the best stvari lahko trajale full dolg, ampak po drugi strani je pa the best, ker ta dobra stvar se mora nehati takrat, ko je najboljša, da jo imaš pol v glavi kot najboljša stvar. Okay. To je to. Kje si pa ti? Jaz sem pa v bistvu v Wired magazinu, ker včasih sem ga dejansko kupoval. So naredili nek tak pregled novih serij oziroma novih dobrih serij in je bil pač ta Breaking Bad omenjen kot nekaj, kar delajo ljudje, ki so veterani X-Filesov, ne? In sem zaradi tega, kva je X-Filesi, pa sem to je Basic Cable, kva je to, ne? Ampak tako, tam je bilo res, ko seš ko v Wiredu, ki ima včasih članke, ki so dolgi, točno stavk pa pol, ne? Ampak je pač glih to, ki je napisal, sem nekaj, ok, to bom pa pogledal, ne? Moram pa reči, da sem malo drugačka vidva, jaz nisem tako s prvim delom, ne da sem bil čist hook, ne, ampak je trajalo tako 3 dele, da se je vse postavil, da sem šele vse to dojel, da pač to dejansko je tako HBO serija na ne HBO kanalu, no. Tako je Domen rekel, ne, da si videl, da bo imela nek meso, pa zgodbo, pa da bo trajal, pa da bo nek logičen ark, pa tako tudi, da bo dejansko nek zaključek, ne, in pa seveda predvsem to, da je navjo razvlekel, ne. Zdaj, mene je v bistvu še najbolj pretegnila ena stvar, sploh, ki jo vidiš že, mislim, da v drugem delu, ali mogoče že celo v prvem, ne, in kar moramo omeniti, ne, in to je Pontiac Aztek. To je ta avto, to je edini avto, ki je grši, kot Fiat Multipla. Jaz ne znam drugače razložiti tega. Prej sem razmišljal, vsakič, ki ga vidim, razmišljam, pa kje so dobili ta avto. Ja, ne, ker ta avto je sploh znan tako v Ameriki, v Amerikani, ne, je znan kot ta avto, ki je v bistvu pokopal Pontija, ker so beje toliko enega razvoja, pač research and development dalo ta avto, da kva bojo naredili neki novega in ne vem kaj, in poje na koncu vam padla ta škatla. In najbolj možne, kaj je to, kakšna barva je ta, ki jo ima Walter? Ja, mislim, da bolj dolgocajtanga, pa grškega avtomobila ni, ne. Tako da, in polk sem videl, da na take detajle cikajo, ne, tam sem pa jaz pa res rekel, ok, to bomo pa gledali, ne, konkretno, ne. Zdaj pa, če gremo naprej, mogoče je fajn, ker pač unika niste gledali te serije, pač gledajte, tukaj so spoilerji, tako da mogoče na tej točki lahko, če še niste gledali, raj nehite, pa pogledajte malo, pa te pol, kaj izvedeli. Ampak ajde, dej, Domen, malo povej, saj je tako en sinopsis, no? Da imajo ljudje feeling, ki še niso gledali, kaj točno se kleno dogaja. En sinopsis? Ja. A rabiš tazga z Filofaksa, z FDV-ja ali z neke take barske scene? Barsko, dajmo barsko provati, ker to me je najbolj intrigiralo, ta varianta. To je pizda ena serija, ki imaš tako enega glavnega junaka, ki dela drogo in pa imaš okoli njega pač ostale junake, ki so vsi šokirani, da dela ta glavni junak drogo, ki je v bistvu na začetku en učitelj, ampak pol, ko se serija nadaljuje, v bistvu vsi ugotovijo, da koliko je dober delati drogo in v bistvu vsi tako malo zapadejo v ta svet. In kar je najbolj hecen je to, da ti kot gledalec, da ti v bistvu navijaš do konca, do zdaj. Mislim, jaz sem za glavnega junaka nehal navijati, ne vem, po mojem tam zdaj, v ta zadnji sezoni, no. Ampak, samo da rekle, a to, da si nehal navijati za njega, ali tako, da si se zdaj končno prepričal, da je bad guy? Ne, pa ne zato, ker bi bil bad guy, ampak zato, ker se mi je zdel tako, da mi ni, mislim, da so mi drugi liki bolj zanimivi, no, oziroma, da je on tak mal fake. A veš, da po eni strani je imel tako, do neke točke sem ga videl kot nek razvoj, nekega Scarfacea in ok, meni je tle dolg cest v življenju in jaz bom zdaj to delo zato, ker mi je fun in be all that you can be, tudi če to pomeni, da boš najboljši drug dealer. Pa se mi je pa tako zdel, da kar nekje na sred je pa kar tako mal, kar ni vedel zakaj, mislim, tako se je mal začel iskati in meni je pa cool te like, meni so pa cool liki, ki tako, veš, ki vejo, kaj hočejo in ki najdejo v bistvu neko pot do tizga, kar hočejo. In to je to, no, in pač serija se v bistvu odvija okrog tega, okrog dogodivščin v svetu droge, če lahko tako rečemo, ne, okrog teh likov in okrog tega, kaj droge, oziroma kako ta nov biznis, ki bi bil lahko basically karkoli,
ni nujno, da bi bile droge, imam jaz občutek, kako ta biznis vpliva v bistvu na karakterje in kako v bistvu vpliva na ostale okrog njih. Ne? V bistvu je to Manca Košir bi rekla, to je ena serija o duhovni rasti glavnih karakterjev. In o tem, da kako v bistvu mi lahko skozi življenje, kako v bistvu ni treba, da smo skozi na istem mestu, ampak da nas sicer na začetku situacija prisili, ne, tako kot glavnega junaka situacija prisili v to, da začne delati drogo, on se ne spomne, kar tako zlepga pa reče, no, jaz bom pa zdaj tle drogo delal. Ampak kako potem on iz te situacije, iz te prisile, iz tega, da skoči v nekaj, kar pojma nima in kar ima kot zadnjo rešitev in kar se mu mogoče na začetku tudi malo gab, da kako iz tega narediš eno ful dobro stvar in kako v bistvu narediš iz tega celo kariero, kako iz tega startupa narediš eno multinacionalko. Ja, s tem, da moramo vedeti, da je on na začetku luzerski učitelj kemije. Tako, ja, da sicer ima najboljši met. Yes, ja. Da sicer ima nek potencial, da ima ta know-how, ampak da on je v bistvu res en kmetavspis, da on je, mislim, vsi učitelji kemije so tako že po defaultu malo luzerski. A poznaš kakšnega cool učitelja kemije, razen Walterja Whitea? Jaz jih ne, oni so vsi malo prekurjeni, vsi od unih hlapov, tam skozi v unih uniformah smrdijo po unih kemikalijah, po formaldehidu, pa potem in kaj, mislim, kdo hoče biti učitelj kemije, pizda, noben. Jaz mislim, da je Walter White naredil ful velik da otroci nočejo biti več te start-upovci, pa te inženiri, pa dizajneri, pa ne vem kva še vse, in da je mogoče kdo rekel, pizda, šel bom študirati kemijo in pa bom začel kuhati najboljši meth in vsi me bodo imeli rad. Ja, ampak še ena pomembna stvar je, v bistvu, kako on začne v bistvu to delati, zaradi tega, ker zboli za rakom, ne? In nima v bistvu denarja za operacijo, pa nisem hotel vsega povedati, ampak seveda pač svet oziroma situacija ga prisilva to, on rabi denar in pač kako najlažje dobiti denar, ne? Eno je, da se greš, da si social media manager, pa serješ okoli, da znaš pač Facebook furat, oziroma da si nek SEO ekspert, eno je pa pač, da delaš meth, oziroma da rečeš, jaz bom pa delal najboljši meth, kar ga je tle v Ameriki. No, klej bi se jaz sam še toliko stavil, da povemo tisti delček trivije, klej bi Matej Štep dal besedo, ki je serija posneta, pa kako točno je do tega prišlo, ker gre za dost, ko bi človek rekel, unikaten landscape za ameriške serije, ker roko na srce zadeva se dogaja v New Mexico, in New Mexico glih ni najbolj, ko bi rekel, od Hollywooda prodana zvezna država Amerike, Ja, v bistvu, jaz tudi, ko sem začel gledati v bistvu serijo, mi je tudi to najbolj pritegnilo. Kje se to dogaja? Kako je to? Noben v taki puščav, pa v takih kurčovem mesti v bistvu bi snemal. Vse je tako nekako zelo tesnjeno, čudno, vse skupaj. In pa sem začel malo researcha delati, zakaj je to New Mexico, in pa sem gotovo, da je čist praktičen razlog. Scenarij je bil napisan za Breaking Bad v bistvu tako, da se dogaja v Los Angeles. Ampak ker so New Mexico naredil davčno olajšavo, so producenti rekli, gremo v New Mexico, pa vse tam posnamemo, pa prešparamo, 20%. In se je to zgodilo in v bistvu nekako je ta New Mexico, oziroma načne Albuquerque, v bistvu rado kar nek karakter te cele serije. Jaz si sploh ne morem predstavljati, da kje druge, te puščave, kjer one dva kuhata med, pa mislim, vrhunsko, Ja. Prav tako karakter. Pa vse imaš občutek, da ima neko oddaljenost, v bistvu, od ene točke do druge. Ni tako, sam sedi se avto, pa takoj priješ do tega, ampak vse je neko potovanje. Ja, pa zelo tak zanimiva fauna je tam, Mislim, so neke take puščave, kjer je po noč zelo po dnevu vroče. Ona dva, zdaj, kdo sta ona dva, je treba povedati, da se v bistvu Walter White, ta srednji lik, ki zboli za rakom in začne kuhati meth, spajdaši s svojim bivšim mučencem, z enim takim napol junksom, napol slackerjem, napol karkoli, Jesseom Pinkmanom, tudi eden močnejših likov te serije, kar se mene tiče. Ki bi bil pa planiran na začetku, da ga v prvi sezoni umre. Ja, da umre, Ja, pa se je pa v bistvu razvila in ona dva ima sta v bistvu, glih to sem hotel reči, da ona dva v bistvu ima sta neko tako skoraj oče sin dinamiko, Hočeš reči, da ima ta kemijo,
Ja, dejansko skozi vse te sezone je njun odnos v bistvu glaven fokus, okoli česa se vse skupaj vrti. Pa klej, mislim, da eno stvar treba povedati, da ta cela serija, sicer je zdaj v 4/5 sezoni, v bistvu, ali kako je, zdaj ali je 5/6. No. Ne, to je samo drugi del 5. sezone. Razdeljena na polovico. Zdaj druga polovica, ta zadnja, ampak vse to se pa v bistvu zgodi v enem letu. Kar mi vidimo v seriji, se zgodi pač v času serije. Ja, v bistvu let pa pol, neki tazga je. A veš, ko on ima glihun rojsten dan, pa mal prej. Nekako tako je. Tako da vse, kar v bistvu gledaš, kar se hitro pozabi. Jaz sem to pol pozabil, pa sem pol že spet neke intervjuje gledal z tem Vincem, Gilliganom, ki je serijo naredil. Je že pol me on spomnil, v bistvu, da to se dejansko vse zgodi zelo v skondenziranem časovnem okvirju. Veš, ta serija ima po 13 delov, pa že spet en let čakaš, pa je 13 delov in pol na kaj zgubiš ta feeling. Se mi zdi, da je to ena od unih serij že spet, ki jih imamo ponovadi v glavah, ki jo se splača v kosu pogledati. Jaz bom to definitivno naredil. Pa zdaj vse vem, pa mislim, ne vem, ko so končali, ampak tudi, ko so končali, razen če me konec ne bo brutalno pač užalil, bom definitivno enkrat zadevo tako pogledal po kosih, da bom gledal enega za drugim. Ker že ta obolevanje, ko en teden ni, mi že zdaj ni všeč. Ja, to je mene isto spomnim, ko sem gledal na koncu te druge sezone, ki se pa rodi končno ta otrok. Jaz tako rečem, se že v bistvu 2 let gledam, da je ona noseča, v bistvu tako. Ja. Isto, sploh čist neka druga čudna percepcija. In definitivno, po mojem, se tudi ta cela serija super gleda, v bistvu tako en šusel zaradi tega, ker je v bistvu kot en dolg film. V bistvu zaradi tega je tudi na Netflixu tako popularna, po mojem, ker je v bistvu ena najbolj gledanih serij na Netflixu, ameriškem. Ja, no, pa tudi to, kar si rekel, da je en dolg film. Kle se res lahko stavimo tudi pač snemanju te zadeve, pa v kadrih, pa vsemu. Ki je pač po pravici povem ful razgiban in tako dosti inovativen, ali imam sam jaz tak feeling, to ti povej, ker celo veš, kaj govoriš pri teh zadevah. Mislim, meni tako ni tok v bistvu z jajci posnet, recimo, ki je en Luther posnet, ampak je v bistvu dosti straight. Imaš pa res, da imaš pa zmeram v bistvu zelo veliko teh spodnjih rekurzov, oziroma rekurzov, teh spodnjih pogledov. To ima zelo in v bistvu se dela kot neka včasih tako malo stilizira s tem, kaj preko neki kavbojko ali pa neki. Zelo veliko imaš teh pogledov od spodaj gor. Tudi, ko bi recimo nekdo posnel normalen plan, ga on posname tako in dobi s tem neko dinamiko. Drugače tako nas pa kamera v bistvu z roke, Ni tle neke statike, zelo to dinamično. Ne bi pa rekel, da je to revolucionarno, mislim, ne revolucionarno, toliko v bistvu stiliziran kot en Luther, ki ima pa čist v bistvu drug pogled. To je edina stvar, ki bi te spodne kadre oziroma spodne rekurze izpostavil kot take v bistvu. Je pa res, da pa zaradi te puščave in teh stvari je pa barvno v bistvu zelo zanimivo, ker pa se ta puščava in ta nebo modro v bistvu prav zanimivo zliva skupaj. To včasih tako malo nadrealno, tako kakšne scene izpadejo. Ja, sploh barve, oni se kar igrajo s tem. Mislim, to je ena tistih serij, ki jih moraš nujno gledati v HD. Ja, to pa, ja. To je definitivno. Ja, to je pa to res, da že ne more biti res več ali manj. Ja. Tako, tudi Game of Thrones preživiš, če je SD. Realno gledam, preživiš. To pa moraš gledati v HD-ju. Game of Thrones ne gledati v HD-ju, zaradi tega, ker vidiš preveč tiste slabe scenografije, ki se dela skupaj. Boljš gledati malo in tem vsaj 720p, ki je malo zamazano vse skupaj. Pa gremo zdaj nazaj na tega osrednjega lika. Jaz bom dal tudi link v post od epizode glav. Sem pač poslušal ta intervju pri Charlieju Lowsu in je ta, ki je naredil serijo, ta Vince, je rekel, da je hotel pač posnet serijo, kjer bo glavni lik se prelevil skozi tok serije iz good guya v bad guya, v bistvu, da boš videl neko pač to korupcijo tega človeka, oziroma kako je prej Domen rekel, da duhovno pot, da gre ta v minus, iz plusa na minus. Pa Domen, ti malo povej, kako si ti doživljal v bistvu Walterja, se prej si rekel, kdaj ti ni bil ampak tako čista
njegov, ko bi rekel, prehod iz unga luzerja v Heisenberga. Meni je, se pravim, tako kot sem rekel prej pri vsebini, ne, blazno mi je všeč, ker je to ena najbolj konsistentnih serij oziroma ena najbolj, ne vem kako ne, bom probal opisati, no, ponavadi imaš serije oziroma se te serije ločijo pač v neke kao zgodbe, pa v neke te nanizanke, ala ne vem, Friends pa CSI, ne. Pri CSI oziroma pri Friendsih, pri nanizankah imaš te stereotipne, arheotipne like, kjer ima vsak pač neke svoje lastnosti in te lastnosti fura pač skozi celo serijo. In se ljudje identificirajo v bistvu s tem, s posameznim likom, ker točno vejo, kjere, to je zdaj taka osnovnošolska razlaga, da točno vejo, kjere lastnosti bodo dobili pri tem liku. Na drugi strani imaš bolj ta pripovedni oziroma ta lokovski način pripovedovanja, kjer imaš pač nek zaplet, razplet in potem neko katarzo oziroma nek zaključek, ampak je pri teh, in to se ponavadi uporablja recimo, da v filmih vidiš en razvoj lika, ne? Liki se učijo, liki čutijo, liki se spreminjajo, na like vplivajo neki dogodki, ne? In v bistvu če gledaš na konc filma, vidiš čisto drug lik, kot ga vidiš na začetku filma. In to je, po mojem mnenju, pa me popravite, v seriji ful težko narediti, zato ker pol v bistvu, če nekdo začne gledati od 3. sezone, ne, je tam noter čisto drug lik, kot je v 1. sezoni, ne, in se namesto, da se zaljubiš v njegove bele gate, sred puščave, ne, ti je v bistvu že od začetka odvraten, kot tam dal in kolje in strela in bombardira vse, ne. In mi je da best to, ker je razvoj teh likov toliko načitan in tako profesionalno speljan, da ni vmes nobenih takih cheap shotov, da ni nobenega krajšanja, da ni nobenih bližnjic, da ni nobenega, med sezonami ali pa med prvo pa drugo polovico sezone unih nekih pocen fint z nekim, 6 months later in je vse v redu, ali pa 6 years after pa ga ni več, ali pa kar zgine, ali pa kar vsi neki pozabijo. Tle so liki so zelo našponani in so zelo dobro narejeni. In jaz mislim, da je to, kar sta že rekla, v bistvu kombinacija tega okolja, ki je v bistvu, s tem se strinjam, pač eden od likov te serije, ne, in pač samih teh živih likov ljudi, ne, pripelje do tega, da ti v bistvu lahko, da bi zdaj lahko po eni strani to serijo pelali kamorkoli bi jo hotel, ne, po drugi strani jo pa ne morejo drugati zaključiti, oziroma je pa ne morejo drugje zaključiti, kot zdaj točno čez 4 dele. In vsi vemo, da jo bodo zaključili in vsi vemo, da ne bo pol še enega filma, pa ne bo pol še nekih webizodov, pa ne bo še enega, ne vem kjerga kurca palca, zaradi tega, ker vemo, ker pač karakterji imajo svoj DNK in v DNK-ju piše, ti, ne vem, umreš oziroma tebi se zgodi tole pa tole pa tole in je konc, ti boš naredil tole pa tole pa tole in je konc in je da best to gledati, ker v bistvu pojma nimaš, ampak takoj, ko se zgodi, rečeš, pizda, ne more se druga stvar zgoditi, kot tista, ki se je glih kar zgodila. It all makes sense. Ni nobenega Dexterja 6. sezone, jaz hočem pa punco, nobenega Arrested Developmenta 4. sezone, zdaj bomo pa kar nek bullshit snemali, pa konc bo tak, da sploh kar ne bo ta zadnji del, what the fuck was that? Pa tako naprej. Se tako verjetno je prišel do te razpolevitve zadnje sezone, ker so verjetno network je pritiskal, dajte narediti še eno sezono, pa so on po mojem rekli ne, lahko pa sami razpolovimo. Mene mislim, če kdo ve, jaz sem malo gledal, no, ampak nisem nikjer, mogoče bodo pol, ko bodo vse končali, pa bo mogoče celo kakšna knjiga ali kaj takega, ampak ful me zanima, koliko naprej so kakšne zadeve pisali, ker po moje so te 4... To pa jaz vem. Zdaj v bistvu neka nova, na Sundance Channelu je štartala neka nova serija, v bistvu The Writers Room, kjer sprašuje en model, v bistvu scenarist, pa tudi igralec igra v telem, kaj je, sem spomnil pol. No, v glavnem sprašuje, v bistvu ima različne ekipe piscev iz različnih serij in v bistvu pilotna epizoda je bila Breaking Bad. In tle noter imaš tega Vinca, Briana Carsona, pa te druge pisce. In so točno o tem govorili, da so oni pisali to serijo, tako da včasih so nekaj napisali in tudi niso vedeli, kako se bojo rešili ven. Pripeljali so karakter do neke
pointa na sredini epizode ali pa na koncu, na sred v bistvu sezone in niso vedeli, kako ga bojo razvili naprej. In dejansko so oni rekli, da so tako nekako velikrat se zgodili, da so puzzle sestavljali in nekako jih ven spravili. Ker se mi zdaj zelo zanimivo, da ni bilo tega overall acta, kako bojo nekaj naredili, ampak da so dejansko skočili v vodo, pa plavali, pa upali, da bojo splavali. In to v bistvu se mi zdi, da zaradi tega je prišlo do tok nekih pametnih odločitev, ker so se oni očitno, vse tako govorijo, full kregali v bistvu in v bistvu neke rešitve iskali. In to se full opaz, ker lih tega, ker si ti rekel, Domen, da ni teh easy way outov. To je res, mislim, dober primer je v drugi sezoni, ker ima on problem, kako nakazati ta denar v bistvu sebi, da bo lahko plačal to operacijo. Spoilers. In pol prek te, ki ima tist kao, da bo prek sinove websajta. In ti v bistvu tako oni peljejo štorijo, da ti tako že naprej tuhtaš, to ti je rešitev, to je rešitev. Ampak pol vidiš, da on pa to noče narediti na ta, da bi sam nakazal tistih 200 jurčkov, pa čao Mike. In pol se iz tega v bistvu ven naprej razvije v čist neki drugega v bistvu. To, kar mu pol Sol, še en od genialnih karakterjev serije, predlagane. No, se to, zdaj, ko si omenil Sola, bomo šli, v bistvu to je ena serija, ki v bistvu nima spet to klikov, Sej, ljudje prehajajo, ampak ta neka core group je pa dost majhen, V bistvu imamo Claire Walta, njegovo ženo, unga sina na Berglah, potem imamo sestro od žene in njenega moža, ki je DEA agent, in to je en zelo visok, to je ta Drug Enforcement Agency, je tako, pol je pa v bistvu še Sol, Pa Jesse. Pa Jesse, to so vi tako že tako, ker zraven vzel tam pri familiji. ampak to je pa pol počas to, Zdaj bomo vsi trije povedali, to sem prav rekel, jaz sem zveram te rad, kaj treba enega zbrati, Da bo vsak enega zbral, pa zakaj, kjer ti je najbolj cool. To gre čisto za subjektivno osebno mnenje. Pa Walta ne smemo. Bereš mi misli, Walta ne smemo, plus bom dal prvo Domno besedo, karkoli Domen reče, mi dva ne smemo reči. Prvo Domen rekel. Domen, ti povej, pol Matevž pa jaz. Ajde, kjer ti je najljubši, pa zakaj? Najljubši? Zdaj odvisno, tako kot razvoj lika, pa kot pač, ko ga gledaš pač čez vse te sezone, oziroma ko ga gledaš od začetka do konca, mi je najboljši, malo cikam, ampak vas bom malo presenetil, pa bom rekel Hank. Jaz češtekam to. Ampak Hank, zato ker, taka obvious choice bi bil Jesse, ampak Jesse je tako, se pravi, taka obvious choice, pa v bistvu ga tako dost predvidljivo ga peljejo. Medtem ko Hank mi je pa genialc, zato ker tako kot Walt, se tudi on v bistvu iz neke take propalice oziroma iz nekoga, ki v bistvu ne ve čisto dobro, v kakšnem gameu je, in ne ve čisto dobro tako, v kaj se on spušča in kaj ga čaka za unimi vrati oziroma na unem stranišču, spoiler alert. Ampak se pol ful dobro razvije in ima tako en čist svoj vektor zbere. In ga tako zmeri, nikoli ga ne pričakuješ, oziroma na začetku je tako, pa sej ta propalica ne bo nič naredil, kjer kreten, pizda, najlažji ga je obrniti tega tipa, ampak polka mu pa začne to klikati, veš, ker začne premetavati te koščke in papirje in to pa zleti 100 na uro in mi je genialen lik. In tudi igral, se upravičujem, ker ne vem imena igralcev, je genialc. To je signature vloga, ker je res je dober. Dober je, verjameš mu tako, vse kar naredi, vse kar reče, tudi gluposti, tudi ker se mu na pol že zmeša, pa začne zbirati une kamne oziroma une minerale. Štekaš, pizda, razumeš karakterja, rečeš, če bi mene na tak način zjebali, ker so tebe, pizda, bi šel tudi kaj v bistro, pa bi si nabral unih mineralov, pa unih geot, pa bi se tam špilal doma v uni posli. In res, Hank Schrader, genialc prve klase. Ja, jaz bi to tudi rekel, ker je v bistvu on tega nekega mačota igra na začetku in pol ti pa v bistvu ta njegova nesigurnost oziroma ta tesnoba od takrat, ko gre tam v puščavi, ko se zgodi, ko tisto želvo raznese.
Ja. In pol to gre spoh, mislim, meni se tam začne ta karakter tudi isto tako graditi, kot ti praviš, ker v bistvu iz nekega mačeta, zelo plehkega lika se začne tam nalagati neke stvari, ki jih peljejo pa naprej ful dobro, ne. In tudi tako, ne, prej smo rekli, ne, a veš, agent policije oziroma DEA, ne, in ga imaš skozi v glavi, zdaj bo pa on, ne, on ima na strani inštitucijo, on je zakon, on je ki res lahko vse naredi v bistvu, ne, on je edini lik, ki lahko hodi okoli s pištolo, pa ima v bistvu najboljši razlog, da ima pištolo, mislim, pa mu noben ne bo težil, pač si bo že nekaj zmislil, bo že nekaj pač pobluzil proceduralno, da je mogel enega ustreliti na ulici, ne. Ampak pol vidiš, da je v bistvu fakt, da ga glih vsa ta moč, ne, da ga vse to, kar ima za sabo, pizda ne more nič narediti. In ima problem pol sam s sabo, in ima problem v bistvu z drugimi in resno, genijalen lik, res genijalen. Ok, Matevž? Alih razmišljam, tele gledam tele karakterje, pa mi vsak po svoje toliko zanimivo, da se mi kar meša, v bistvu. V bistvu jim rekel Better Call Saul, ne. Ja. Mislim, zanimivo je, kako ta Saul pride noter, v bistvu ta epizoda je meni ena boljših, v bistvu, že s tem začetnim, ko on ga aretirajo, tega dilačka, in pa kako on pride noter. Je tako se mi zdi, da v tistem momentu, ki sem gledal to serijo, sem malo začutil, da je začel malo padati. Malo tako, ampak ne govorim zdaj nekaj drastično, ampak tako, začutil sem, da se ta Walt pa tale Jesse, v bistvu sta se malo izčrpala in ko prije ta Saul in da tako neko injekcijo, tak push naprej, da je zanimiv, hkrati pa tudi tak larger than life karakter, no. Tako sleazy guy, tako super v bistvu. Ja, daleč najboljši odvetnik v zgodovini človeštva. Definitivno, ja. on bi še Matoza po moje rešil na sodišču. Pa Janšo tudi. Ja. Janšo sploh ne prišel do sodišča, če bi psal. Verjetno. Ja, Hilda bi bila z nami na podcastu praktično. Verjetno. Ok, pa smo imeli Henka pa Sola, ne. Ja, jaz pa v bistvu dejansko pol Skyler zberem, ne. Ker, ja, in že spet zakaj, ne. Glih zaradi tega, ker je to me je res tako presenetil, nekako, veš, kad to res zdaj že 5 leto traja, ne, in razumeš, da se to vse v enem letu zgodi, ne. Pol vidiš, da ta ženska v bistvu dosti superhuman, no. Pač ne more se ti toliko stvari zgoditi v življenju, ne. In v to, kar se zdaj na koncu spušča, ne, je pač meni noro, ker v bistvu, če ne bi tega vedel, da se to vse v enem letu dogaja, se mi ne bi sploh zdela to, veš, ne da karakterju toliko teže, ne. Veš, dokler imaš v glavi, da to je tako 5 let traja, pa whatever, ne. Ampak pol res, pa to začutiš, da se to vse res na toliko majhnem pač času, prostoru zgodi, ne. Pa vidiš, da ta modelka, mislim, dobro, da je še živa, če si iskren, no. Tako res, mislim, pa to čist brez pretiravanja, ker, lej, Walt ima saj ta raka za vzvod, ne. Veš, od nje vzvod je v bistvu Walt. In zdaj, mislim, moram reči, da njo so tudi zelo genialno speljali, ne. Ja, ona je bila čist nezanimiva bila, prva. Ja. Mislim, tako, ker sem rekel, to pa nek stand-by karakter, v bistvu, tako. Ja, točno to, ja. Tako, jaz tudi mislim, da je bila cela ta serija, zdaj če se malo naprej premaknemo, zelo, zdaj, tudi če so si sproti zmišljevali, sem mislim, da je dosti dobro bila speljana iz tega vidika, ne, da v bistvu na začetku je res gledala, da bo fokus, pač ok, Walt pa Jesse, ona dva delata meth, da se bo tukaj, hilarity se bo dogajal in dogodivščine, ne, veš, ostali bojo pa pač toliko zraven, veš, da se pofila, ne. Pa je pa v bistvu cela stvar tako napredvala, ne, tako je predovno rekel, da kar odklema vse smisel nekak, ne. A veš, tudi Skyler je tam z razlogom, Hank je tam z razlogom, še Marie, ne, od Hanka žena je tam z razlogom, ne, še ta Mouse Berglam je tam z razlogom, ne. A veš, vse tako make sense, no, mislim, da to bi kar lahko bila taka mantra tega šova, ne, ki manjka marsikdaj, sploh v ameriških zadevah, ne, da it all makes sense. In še to, ne, če lahko dodam to, kar si prej rekel, Matevž, pač, da se je začutil vmes, da serija malo pada, ne. Jaz mislim, da je ta serija ful dober primer enega odličnega scalabilityja med sezonami oziroma kako razvijajo dogajanje in vključujejo in širijo polje igrišča. Ker če primerjaš, recimo, jaz tako, pa
mislim, se po en stran gledam full serij, po drugi stran pa jih v bistvu dosti malo, ampak pri Breaking Badu sem imel na začetku, sem rekel, ta serija bo fasala tak Prison Break sindrom po prvi sezoni, da to ne bo res. Ja, točno to, ja. Californication. Ali pa Californication, ampak prav Prison Break sem si predstavljal, zato ker je mogoče ta kriminal malo podobna, ker je bila prva sezona Prison Breaka je bila mislim, uno je bilo tight shit. In potem so pa v drugi sezoni so pa uno now what? A veš, to je Roadrunner, ki pride oziroma Kojot, ki lovi Roadrunnerja, pride do konca čez prepad in pol dol pogleda in pade. In jaz sem rekel, te bodo dol pogledali in bo bolel, ker ne bodo vedeli, kaj s temi liki, ki bodo po mojem nafukali noter kar ene nove like, samo zato, da se bo nekaj dogajali in bo katastrofa totalna. In ta serija ima genijalen scalability. Mislim, oni skalajo iz začetka ene ulice, če karikiram, do fucking global droge empira v 4 sezonah. In to naredijo tako dobro, da ti je valjda logično, da ne more cel življenje delati najboljšega meta v fucking Albuquerqueju, ampak da je valjda logično, da bo cel svet s tem zastrupil. In da je valjda logično, da bo to gang warfare, da ne bo samo znotraj Amerike, ampak bo fucking internacionalna zadeva. In da ti je valjda logično, da ne bo samo na teh kontinentih, ampak bo šlo čez Atlantik. In vse res tako lepo naredijo, da rečeš, valjda. Tako delajo v resnici. Kako drugače boš pripeljal drogo iz Amerike v ne vem, Evropo oziroma v Eurazijo, kot na ta način, ki jo sfurajo tle. Mislim, res je, da best. Ja, jaz tudi isto sem pomislil po prvi sezoni. Kaj bojo zdaj naredili, da se novo zgodili še en Prison Break ali pa Californication. In pa v bistvu ugotoviš, da so oni, mislim, kar so pametno po mojem naredili, da so začeli te rešitve, kako znotraj odkrivati, ne? Kar naenkrat se je začel Jesse razvijati, Skyler razvijati, Hank razvijati in pa Saul pride noter in se tako zelo lepo zapelje v bistvu in zelo zraste ta druga sezona. Kar je meni fascinantno pri Breaking Badu je to, da jaz gledam sezono za sezono boljšo serijo. Ja. In ne morem verjeti, kje je ta Walter začel in kje bo zdaj končal. To je tako neki, mislim, take serije še ni bilo. Mislim, to je meni res, to je v bistvu ena onih bo serij, ki bo ostala zapisana tako v zlatimi črki v zgodovino ameriške televizije. Ker tle govorimo o seriji, če primerjamo z zlato dobo ameriškega filma v 70-ih, z Botrom. Mislim, da če neko usporednico rečemo. In to je res fascinantno. Jaz tudi mislim, zakaj se ta serija to gleda. Zato, ker ni story-driven serija, ampak res ključno character-driven serija. In to je tisto, kar te zanima. V bistvu. Vse med meni na nek način podobno vleče, ampak tam se že pozna, da se zelo neke stvari izčrpavajo. Tle pa kar raste. Pa meni je res ful dober, sorry, ko prekinjam, ampak meni je ful dober, poleg teh karakterjev, ki so jih, to, kar si rekel, iz sezone v sezono boljša. Jaz se strinjam, ampak s tem poudarkom, da ne kao misel, da so začeli tako šalabajzati, to bolj gledalci oziroma poslušalci, ki nimajo pojma, o čem govorimo. Ne mislim, da je na začetku krep, pa da bo zdaj ful dobro, ampak da so na začetku, da se vidi, da so na začetku investirali res ful premisleka v te karakterje in so potem pustili določene stvari prazne samo zato, da jih bodo pol lahko bildali oziroma da so si pustili par odvodov odprtih in so rekli, tole bomo ponucali, če bo treba. In da hkrati ne trpi serija za tem opuščanjem oziroma da se v prvi sezoni nekaj zgodi, pa se v drugi sezoni noben ničesar ne spomne in tako, kot sem prej rekel, da noben nič ne ve. Tle se vsi vsega spomnejo in je v 6. sezoni te rukne pizda uni čiki, fuck me, res. Ja. A veš, kako iz kje so to potegnili in pol se zaveš, ne, fuck, it all makes sense. Tle ni bullshit karakterjev, tle ni bullshit kadrov, tle ni bullshit, nič ni za stran vrš, to ni pašteta, da se baci, veš, to je vse ima smisel, vse je logično, to je dejansko pol, kad tako razmišljaš ta malo, če karikiram metafizika, ne, dejansko vidiš, da je to res ena taka kemija
mislim, na kemični način, kjer ne gre nič v nič, kjer se vse nekje nabere, kjer vse nekje ustane, kjer se nič ne gre v luft, oziroma se nič ne, a veš, zmeri imaš, energija spreminja stanje, oziroma kaj že, vsota je zmeri nič, ne. In je res genialno in mi je tudi to, da se pravim še enkrat, da bodo, kakorkoli jo bodo že pripeljali do konca. Zaradi mene tudi, če mislim, v teh zadnjih 4 delih lahko pogruntamo, da je Walter Jr. v bistvu Heisenberg. In da je Walter Jr. in da, ja no, seriously, mislim, a si ga kdaj videl v lebu? Nikoli, zato ker je to smart pizda, ker je arch nemesis. In bodo to tako pripeljali do konca, da bom kupil in bom rekel, pizda, že od začetka sem vedel, da je Walter Jr. na teh kurčevih berglah, ne, da je on pa fucking Heisenberg. In je to res genialno, ker imamo dost, jaz kot gledalec imam dost res teh pocen trikov, oziroma se včasih počutim, zdaj bom tako en full velik looping naredil, prosim, primte se, v Stephen King v filmu oziroma v knjigi Misery. Ona bejba razlaga, da je šla gledat v kino, oziroma da je grejo na kurac te knjige, ko greš gledat v kino in se konča prvi del s cliffhangerjem, kjer ta glavni lik zleti čez prepad in pol vsi mislijo, da bo v drugem umrl, ampak pol v drugem pokažejo za nazaj neko zadevo in ne un lik, ki prej nisi tega videl nikjer v prvem delu, v drugem delu vidiš, kako je on v neki prejšnji časovni premici skočil ven iz avta in je avto v bistvu prazen padel. Tle ni teh praznih avtomobilov, there's always residue in zmer je, ko ga gledaš, razumeš, zakaj se zadeve tako zgodijo, kot se in štekaš, kje so zdaj fore. In mogoče je, če bi kaj zameril seriji, je mogoče glih to, ker moraš biti ful pozoren, ker je ful enih jokov noter, ker so tle uni čiki, ker gre sta dva lika se tako srečata in polka nazaj gledaš, vidiš, valjda pizda, da ga je prešlatal in mu je vzel. Ja. Pa niso nič za nazaj šli snemati, ampak je bilo tam, ne? In zdaj valjda vidiš, da je šel na skret, je vzel telefon s sabo in boh ve, kaj mu je povedal na skretu po telefonu, ne? In so take finte pizda, ki gledaš in rečeš, ja, evo, ne štekam zato, ker nisem vsega videl, ne zato, ker so oni hoteli mene tako poceni okoli prinesti, pa kao neke une čarolije malih kučnih mojstara, pa bomo zdaj tle neko vegeto odfuknili, pa bo vse v redu. Tle res ni vegete. Pa zelo spoštuje gledalca, da ni neumen. Yes. To res, ker jaz to tudi, v bistvu, kadar tako sem utrujen, pa gledam, pa velikrat se mi zgodi, da ene dele delam tako po 2-krat, 3-krat, zato tega, ker sem toliko pozno zvečer gledal, pa sem kje spregledal lih v tem. In je res noro to, kako operirajo s temi detalji. Sam tako res vse razjasnujejo, mislim, ne tako način varianto, no. Mogoče edin tega Pink Teddy Beara ne bojo nikoli pojasnili. Še 4 dele imaš, veš kaj. Me prav zanima, kaj bo. Ja, no pa se to, jaz sem tudi to, zato če se malo vrnemo nazaj, ne, zaradi tega se pa to res plača gledati v kosu, ne, pozorno, tako, z namenom, da gledaš Breaking Bad, a veš, ne, to je pa ena stvar, ki jo po nesreč gledam, ne, a veš, kaj je po TV-ju, ampak brez reklam, usedel sem se, zdaj bom gledal Breaking Bad in bom gledal 10 delov zapored in pa bom umrl, ne, ampak dejansko se splača, pač. Ja, pa opozorila je tle, ne, da v bistvu si tisk, če bo začel gledati to serijo, ne, se nekaj vzame dopust, ne. Ne bo operativn sploh in ne bo mogel sploh nič drugega delati, ker bo cele dneve in noči gledal Breaking Bad. Tako da 5 dni dopusta bo šlo za to. Bi pa še nekaj omenil in to tako za vse tiste, ki pač ki ste pač fani chemtrailov in ostalih teh lizardov in tega. Ta serija po dolgem času je to ena serija, ki sem malo tako gledal pač internet, pa te forume, pa te teorije, pa te zadeve, ne. In kaj vse folk potegne iz te serije? Koliko enega tega mesa oziroma koliko enih teh okraskov imajo določene zadeve in pol, ko gledaš oziroma, ko sem, ne vem, v tem intervjuju s Charliejem ali ne vem, kje sem slišal,
pač, da je tudi Vince rekel sam, da ga fascinira to, kaj vse folk vidi v tem in kako niti oni niso pomislili, da bi kakšne zadeve povezali. Čeprav jaz mislim, da je to dvojna finta, pa oni točno vejo. Točno vejo, ja. Fucking detajl, da je tam zato, da te bo pol matral in da si boš pol napletel neke čudne zgodbe, ki bodo imele vse smisel zaradi tega, ker boš za vsako stvar boš najdel razlog v seriji. In to ne bo, ja ne vemo, kaj se je zgodil, lahko je bilo karkoli. Ne, če gledaš in si izmisliš 5 teorij, imaš za 5 teorij materijala v tej seriji oziroma v tem materialu, ki je dejansko posnet. In to mi je genialno, ker pol res, 4 dele do konca smo. A kdo ve, kaj se bo zgodil? Nimaš pojma. Ja, ne. Jaz ti lahko sicer predstavim 5 teorij, pa bo vsaka teorija zdržala in bomo rekli, ja, tudi to je možno. Pa ne zato, ker bi bil bullshit, ampak res, ker so liki tako postavljeni, ker so zdaj so imeli dve epizode intenzivnega tega chess na chessboardu in zdaj, ko bo to začel padati, mislim, to bo 2 tedna. Jaz sam upam, da ne bodo na koncu, mislim pa bolj te network serije, ki sem pol bral, pa sem rekel, da kao upa, da ne bo ta zadnji del oziroma da ne bo finale 2 ure in ga bodo dali vmes med 2 dela serije Low Winter Sun. Tistega pa je noben ne gleda in je beden in da bodo dali vmes tako, pa ne vem, po 20 minut Breaking Bada na 30 minut Winter Sun. Ampak to bolj ta korpo za ful. Drugač pa zgodba, Loki, to je tight shit, res, the best. Okay, jaz mislim to, kar reče, ker so eni napletli, jaz čist verjamem, da oni tudi se ne zavedajo nekih stvari, ki jih dajo noter, v bistvu, ker iz tega pol ven rata, ampak jih pol, po mojem, vsaj tako nekako sklepam, glede na to, da tudi neki, mislim, da sem v tem fohu, ampak da sklepam, da jih pol oni to zavestijo in iz tega nekaj naredijo. A veš, da je slučajno mogoče nekje nekaj uleti, ampak pol iz tega nekaj naredijo. No. Tako se mi zdi. Mislim pa druga teorija, oziroma če je to res, pa pomeni, da so ful površni in da se jim dogaja na sceni ful zadev in oni nimajo pojma o tem. Ne, to pa ne. To mislim, da če gledaš recimo te Prison Break, pa ne vem, tudi, mislim, karkoli gledaš, je scena zelo tako, nič ni tam brez veze. Ne, vse je spucan, če je neki tam ima nek razlog, če pa nima razloga, pa ni tam in zato so te scene ful prazne in zato so te scene take, a veš, da v bistvu lahko gledaš z enim učem, pa v bistvu vidiš začetek scene, pa ti ta stereotipizacija vklop, pa že veš, kako se bo scena končala. Jaz nisem o tem govoril, da oni ne vejo, kaj delajo. Jaz mislim, da tako pri tem, ki ti v bistvu pišeš neko tako stvar, se tlaka zgodi, da pride do neki, to, ko sem prej govoril, to, ko sem ti jih tudi poslušal, da oni so pripeljali do neke točke in niso vedeli, kako pol naprej. Ne? Da v bistvu so bili to pametni, da so to vse skupaj zapeljali in da v bistvu vse tako clean ven izpadeno. Nisem jaz mislil v tem smislu, da oni ne vejo, kaj delajo. Zelo dobro. No, zdaj pa gremo za konc. Probati vsake eno teorijo. Gremo dejansko probati. Vsak bo povedal eno varianto, kaj misliš, da se bo na koncu zgodil. Ampak gremo zdaj to, mislim, je to zdaj banj, mislim, tako, gremo si najbolj pisarno, ali res to se hoče reči, poveš, kaj misliš, da se bo zgodil in potem, ko bo finalna epizoda, bomo imeli še ene glave in se bomo smejali en drugemu, kaj so povedali. Tako da, Domen, boš kar ti prvi popeli nas finale Breaking Bada by Domen Savić, ajde. Okay. Jaz mislim, pa to je zelo taka, vsi mislijo oziroma vsi pričakujejo, da bo nekdo umrl oziroma da bo večina teh likov umrl. Jaz mislim, da ne bo noben lik umrl od teh glavnih, da bodo vsi preživeli, ampak da bodo vsi na koncu čist na drugih koncih in da se ne bodo nikoli več videli v live. In da edini, ki bodo umrli oziroma od teh semaj glavnih likov, bodo te naciji in ta Todd, ki jih bo pač ta Walt s tem Schmeiserjem postrelil. Upam, da ta Schmeiser ni Red Herring, ki celo 6. sezono čakaš, kdaj bo on upalil v ne Valkire in bo šel nad te nacije z ognjem in besom. Ampak jaz mislim, da se bo zgodilo to, da bo pač totalen razpad sistema, vsi se bodo skregali z vsemi, Hank bo šel v norišnico, Marie bo posvojila Juniorja pa Tamalo,
Skyler bo šla v arest, Walter bo šel ga bodo pač rešili z unim tipom, ki pride v rdečem avtu in se usedeš noter in zgineš, in bo potem prišel nazaj. Ta se mi zdi najbolj kredibilen, no, to sem že večkrat prebral, da bo prišel nazaj v hišo, obratul strup in bo pol naredil enega Scarfacea, s tem, da vprašanje, če bomo mi videli to, oziroma če ne bo tako malo fake soprano ending, da bo on odjahal v sončni zahod in bo nek tak mixture of Scarface pa House endinga. Aha, evo. Ok, lepa. Matevž, povej. Nimam pojma. No, se tudi nimam pojma. Se jo meni nima pojma. Vse, kar mislim, v bistvu, da zna prije do nekega showdowna, nekaj, da v bistvu kot to bi pričakoval v bistvu po žanru. Ok, ampak kaj, a misliš, da kdo pa preživi, pa kdo ne? Ne glede na to, kakšen showdown je. Recimo, da ti toliko prostim, da ne poveš, da je točno kdo s Šmajserjem gre nad nacije ali ne, ampak kdo preživi, ajde, od teh glavnih, kdo misliš, da bo živ, pa kdo misliš, da ne bo živ na koncu. Jaz mislim, da Jesse bo umrl. Pismo, ne vem. Mislim, da bo prej on preživel, da bo imel prej mislim. Ok, to se pravi, da Jesse preživi, pa Walter umre na to foro. Po mojem, on je itak bo umrl na nek način, v bistvu. Ja, to je mogoče res. Ja. Mislim, karkoli rečem, so v naslednjem trenutku, ker poznaš serijo, so v naslednjem trenutku ugriznemo jezik in mi je prav tako nefair. In to je tudi ena od teh serij, ki jih gledamo, v bistvu, pri Breaking Badu fucking nič ne razmišljam naprej. Nočem sploh razmišljati, ker gre čist kot skozi in to že vse te sezone. V bistvu nobenega pričakovanja naprej nimam, zaradi tega, ker zmeraj je bilo drugače, kot sem si predstavljal. Ne, kar povej do konca, prosto. Ja, ker je ena od teh serij, ki se res prepustim, čist, v bistvu kot gledalec. Jaz sem hotel samo to, kar si ti Anže rekel, v bistvu to nekdo umre, ne. A veš, na koncu mora nekdo umreti, ne, drugače ni katarze, mora biti krivi, morajo tam trupla ležati, ne, moram fucking videti unga prasca zajebanga, ne, ki leži in moj heroj z čemerkoli že nad njim in kao hasta la vista baby, ne. Smrt mora biti tam zato, da je fucking vredno bilo gledati, ne. Sopranotovim smo najbolj zamerili to, ker na koncu ni noben umrl. Ker je bilo vsi so umrli. Ker je bil a veš, na koncu je bil smrt, ne veš. A veš, na koncu je bil fucking skret in kaj zdaj to, ne, kaj, ga je kap na skretu, a je se je usral, pa mu je žila počla, je prišel ven, pa so ga vsi nastreljali noter v vamp. Kaj je bilo, ne, kaj je zdaj bilo na koncu, ne, in jaz mislim, da Vince to ve. In da pričakuje, in da itak je bilo že skozi, itak je bilo na koncu vsake sezone, itak je bilo v vsaki sezoni, danes bo ta umrl, danes bo ta umrl. In jaz mislim, da bo on naredil tako, da nam ne bo nič jasen, pa da nam bo vse jasen naenkrat, pa da ne bo noben umrl. Ker mislim, štiri dele do konca, a ima smisel smrt kjergakoli karakterja? Bodimo fair, a ima smisel smrt kjergakoli karakterja? Vsi bi se lahko že zdavni pobili. Jesse bi lahko že 100krat ubal Walta, Walt bi lahko že 100krat ubal Jesse, nacisti bi lahko že 100krat vse pobili. Hank bi lahko 100krat ubal Walta, pa 50krat Jesse, ki je malo kasneje poštekel, da je pač Jesse. Walt bi lahko že 5000krat Skyler ubil. Vsi bi lahko vse ubili in bi bilo totalen smisel bi imeli te smrti. Ampak zdaj 4 epizode do konca, jaz ne verjamem. Jaz pravim, noben ne bo umrl, lepo se bo zadeva izpeljala. Če bodo naredili nek tak showdown, bo to tak showdown, da bo v bistvu bolj ta Monkey Island sablanja, veš, z besedami. Ne toliko s temi orožjem, pa s tem, zato ker če tudi pogledaš, kako je šlo fizično nasilje, oziroma kako so šle fizične smrti od začetka proti 6. sezoni, ne, imaš v bistvu tako, se je kar malo. Lahko, da je sicer to spet dvojna varka, ne, vi zdaj spite, pa vas bomo pa na koncu z atomsko bombo, ne, ampak jaz mislim, da so te smrti karakterjev, da to je v bistvu, da ni primerno za tako serijo, no, oziroma, da to bi bil eden od teh cheap way outov. In jaz bom zelo razburjen, če se bo res ta Scarface scena na koncu zgodila.
A veš, da je vzel šmajser, da je prišel po strup domov in da pol bo šel kaj puščavo po spoilerji hudi, potem bo šel v puščavo po keš in se bo tam usedel z šmajserjem in se bo obstrelil z naciji, ki bodo hoteli v keš. To bom zelo razburjen, če se bo tako končal, ker to ni to, mislim, to je pol misery scena. Ne, to se sigurno ne bo. Ja, jaz mislim, da se to nazve. Res nima smisla, smrt nima smisla v tej seriji. Ma razpad, smisel ima ta notranji razkroj, imajo te psihološki premiki oziroma duševna rast v minus, tudi v minus je duševna rast, to so nas ekonomisti naučili, a veš, in bo nek brain fuck totalen. Res je brain fuck totalen in večina ljudi, tako kot je Vince rekel, večina ljudi bo veselih oziroma večina ljudi bo ob tem doživel to katarzo in bo rekel, evo, good night my sweet prince. Čeprav pojma nimamo, kaj se bo zgodilo. Še zmeraj je bila, zaključkom vsake sezone je bila neka taka katarza, ki si rekel, what the fuck. In to je, kar res tle pričakujemo. Yes. Ja. Zdaj sta toliko podlage dala, da ne vem zdaj, kva ne rečem. Ne, le, pa tako rekel, jaz tudi mislim, da dejansko Ben ne umre, to si upam reči, to bom, on the record, jaz mislim, da Ben ne umre, ne. Bom pa rekel, ne, vsaj od teh glavnih, zdaj govorim Hank Marie, Skylar, Walt in Jesse. Deva bodva fair, pa ne bodva brez jajc, bodva zdaj za trenutek Walter White. In dejva takole reči. Če kdo od naslednjih likov, Walter White, Skylar White, Shredder, Jesse, Marie, od teh, a sem zdaj naštel vseh teh 5 glavnih likov. Še Sola nisem. No, evo, pa Sol, evo. Se pravi, teh 6 likov, če kdo od teh 6 likov v naslednjih oziroma do konca serije umre, midva oba nakaževa, koliko je to, 6, pa koliko je delal, 12, 50 evrov rdečim noskom. Kje si zdaj najdel rdeče noske? Ne vem, všeč se mi je zdaj. Ne, to če gremo, če se v to spustimo, gremo vsi trije v to. No, evo. Okay? To pomeni, to pomeni, da gremo 20 evrov po glavi. Dobro. Okay? Ja. Okay? Če katerkoli od teh 6 umre. Da. Fair enough? Okay. Fair enough. Okay, to je mesto, kjer zaključujemo to epizodo. Super. Okay? Tako da, Matevž, povej, kje se te najde na internetu? Na internetu se me najde na Twitterju, malo pobrskite, ime priink in me najdete, drugače pa pogooglite, pa boste najdeli vse kontakte nekje. Tako, evo. Lepa. Domen, kje si ti? Jaz sem tudi na internetu, ime priimek v 2 permutacijah. Tisti, ki me poznajo, me itak že poznajo, tisti, ki me nočejo spoznati, kurc vas gleda, tako da to je to. A ti še zmeraj nobenega ne slediš? Ne, zdaj sem začel spet nazaj malo slediti. Čeprav spet ugotavljam, da bom mogel iti na eno dieto in mogoče s koncem Breaking Bada bom spet vse odfollowal in bom spet malo samotaril. Okay, jaz sem na netu Afnan, zdaj na Twitterju. Drugač pa, če ste naročeni na glave v iTunesih, bo kakršna koli cena tam dobrodošla, ker tako še kdo najde tale podcast. Drugač pa, to smo bili mi 3, to je bil Breaking Bad, jaz bom rekel 3-4 zdaj in bomo si rekli adijo in pa je to to. Evo, 3-4 zdaj. Adijo. Skoraj, fair enough. Ti, kdo je pižama že prišel noter? Bom šel zdaj v helikopter pogledati, če ga treba rešiti, sam bom mogel en drug helikopter vzeti, ker ta je bil bolj tak turističen, za pižamo moram polom ga zakurvati s temi profetorji.